Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je na začetku mandata napovedal, da bomo v Sloveniji dobili 5000 novih javnih stanovanj in ko bodo vsi projekti dobili gradbenega dovoljenja, jih bo skoraj 4500. Z novim programom kreditov, subvencionirano 1% fiksno obrestno mero, pa bodo lahko, kot pravi Maljevac, tudi občine uresničile projekte gradnje javnih stanovanj, ki so do zdaj čakali v predaljih. Rebeka Tomadus. Iskanje stanovanja ni mačji kašelj, pravi Filip Lukič, ki se je pred 4 leti v Ljubljani neuspešno potegoval za enega od javnih neprofitnih stanovanj. Srečo je ponovno poskusil leto in pol kasneje. Prijavili smo se oktobra, se pravi postopek je trajal potem do marca, potem je bil žreb, tako da smo junija potem dobili ključe od stanovanja. Interesa pa je, tudi zaradi neprimerljivih najemnin, ogromno, dodaja 5-članska družina, ki v Celju za 400 evrov živi na nekaj več kot 80 kvadratih. In takrat je okrog 120 mislim, da dobili stanovanje. Periodno je bilo pa več kot 650 takrat. Ja. Tako da, če bi se še kaj več blokov delalo, pa to bi bilo zelo dobrodošlo. In kje stoji vlada z obljubo o 5000 stanovanjih do leta 2026? Pristojno ministrstvo navaja, da so v tem mandatu že zgradili 2000 javnih najemnih stanovanj. Še 460 dodatnih se jih v tem trenutku gradi. Istočasno jih skoraj 700 čaka na začetek gradnje in več kot 1300 na gradbeno dovoljenje. Od slednjih jih bo denimo 380 zraslo v Glincah v Podutiku do leta 2029. Maribor bo po pridobitvi gradbenega dovoljenja bogatejši za več kot 400 stanovanj in tudi v Kranju letos napovedujejo začetek gradnje 269 javnih stanovanj. Pod črto okoli 4500 stanovanj bi se lahko realiziralo. Nove gradnje pa bodo, je prepričan minister, zaživele tudi z novim programom kreditov. To investitorjem omogoča, da bodo za kredite plačali le 1% obresti, razliko do tržne obrestne mere pa pokrije država in to za 30-letni vir. Glede razpoložljivih zemljišč za gradnjo javnih najemnih stanovanj smo detektirali že 160 in samo na teh zemljiščih lahko zraste približno 9000 stanovanj. Ljubljanski župan že napoveduje nove gradnje, enako tudi stanovanjski sklad. S tem denarjem bomo mi pospešili tudi druga naša gradbišča. V poletju bomo imeli že čez 5000 stanovanjskih enot. Cilj v 5 letih je podvojiti. S tem denarjem lahko to naredimo. Tukaj bo 60 oskrbovanih stanovanj, v Podutiku pa upam, vkolikor ne bo kakšnih zlonamernih pritožb, bomo začeli v jesen graditi tudi v Podutiku blizu 400 stanovanj. Skupno bo, napoveduje Tajamnik in Maljevac, odobrenih za 450 milijonov evrov posojil za več kot 2600 stanovanj.